vsi zbrani. Z veliko hvaležnostjo vseh Frančiškovih sester in bratov smo se danes tukaj zbrali pri kapelici Marije Kraljice Halos. V tem posebnem in slovesnem trenutku, ko blagoslavimo križev pot, bomo odkrili in blagoslovili tudi spominsko ploščo v čast 800-letnici otisnjenja ran svetemu Frančišku Asiškemu. Frančiškovi redovi namreč letos obhajamo 800-letnico tega dogodka. Ta pomemben dogodek v zgodovini cerkve nas opominja na globoko Božjo milost, ki jo je sveti Frančišek prejel kot znamenje svoje popolne ljubezni do Kristusa. Njegovo življenje, zaznamovano s preprostostjo, ponižnostjo in danostjo, nam tudi danes govori, naj bomo odprti za Božji klic v našem vsakdanjem življenju. In kot člani, brati in sestre Frančiškove svetnega reda želimo slediti prav tem idealom. Ob tej priložnosti se v srci s spoštovanjem in hvaležnostjo spominjamo tudi našega pokojnega patra Franca Korenka, ki je svojo modrostjo in predanostjo duhovno obogatil našo Filemsko bratstvo. Naj ta spominska plošča, ki jo danes slovesno odkrivamo, vedno priča o svetosti svetega Frančiška, o njegovi predanosti Kristusovemu trpljenju in nas vse vabi, da hodimo po poti vere, ki nas vodi k večnemu življenju. Naj nas v tem vedno spremljata Božji blagoslov in varstvo naše drage matere, Kraljice Halos. Iskrena zahvala gre družini Bračič, ki nam je omogočila spominsko ploščo položiti ob križevem potu njihove kapelice pod okriljem Kraljice Halos, da bomo ob njej lahko molili in se spominjali tega velikega dogodka. Hvala. O Frančiškovih stiklah pa nam bo sedaj več povedala predsednica Mariborske pokrajine Frančiškovega svetnega reda, sestra Dorica Ilešič. Miri dobri ljudje. Malo bi parafrazirala Matejev in Luko evangelij, kjer beremo: veliko prerokov in kraljev je hotelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali. In sicer v tem smislu, da je to res edinstvena priložnost, da smo lahko priče tako častitljivim obletnicam. Najprej 800-letnica vodila, potem 800-letnica jaslic v Greču, letos 800-letnica vtisnjenja Kristusovih ran in potem naslednje leto je 800-letnica hvalnice stvarstva in potem še veliki finale 800 let Frančiškovega prehoda v nebesa. Frančiška Asiškega vsi gotovo poznate. In vemo, da je prvo pretresljivo srečanje z Jezusom doživel v cerkvici svetega Damjana, kjer ga je goreče spraševal: povej mi, kaj naj storim. In potem je slišal: pojdi in popravi mojo cerkev. Vemo tudi, da je najprej to vzel zelo konkretno, ampak potem hitro ugotovil, da to ni takšno povabilo, kot si je sam mislil. Potem sreča govavca, ki se ga seveda prestraši in se mu gabi, ampak iz ljubezni do Jezusa premaga ves ta odpor in ga poljubi. In tudi bratov ni iskal, ampak so kar šli za njim. In takrat se začne njegova avantura življenja. Ker pa čuti, da mora urediti pravni status te skupnosti, napiše vodilo, vendar se zdi bratom prestrogo. In tu se že potem kažejo določeni problemi, ki so tudi Frančiška spremljali. Potem odide v sveto deželo, da bi spreobrnil sultana, in v tem času sliši, da doma bratje delajo po svoje. In ko se vrne, pravijo nekateri pričevalci, vzklikne: kdo so ti, ki so izpulili red iz mojih rok? Potem pride tudi bolezen in nazadnje najhujša skušnjava, ko se muči z mislijo, če ni morda zgrešil, zavozil svojega življenja, se mu je vse povzelo iz rok. Takrat gre na Laverno, goro
nekoliko oddaljeno od Asizija, da bi v samoti morda prejel tolažbo, pa prejme rane. Vendar sam čuti, da je to potrditev njegovega življenja, njegove poti, in v dolino se vrne z ranami in z novim pogledom na brate in na svojo vlogo. Tu je naredil še zadnji korak. Odpovedal se je samemu sebi, svoji viziji reda, začutil silno srečo in potem že zelo bolan napisal hvalnico stvarstva. Ampak o tem naslednje leto. Zato resnično vidim preroško potezo, da ste v tem letu postavili tako križev pot, kot na pobudo patra Terzicija tudi to oznako, da je to postavljeno ob 800-letnici vtisnjene ran. Zato vam želim, da bi vas ta lepa znamenja spodbujala k odkrivanju globljega smisla življenja in pogum, da bi tem spoznanjem sledili. Bogu hvala. Pa vas sedaj vabim, da če vam je pesem znana ali pa ne, da vseeno skupaj zapojemo frančiškovo pesem, katero smo peli tudi s patrom Terzicijom, in ko se zberemo, jo pojemo z enim velikim žarom in veseljem, ko smo združeni, saj govori o tem, kako je lep, kako je svet lep. Res je prijetno, kadar srcu čuti srečo, veselje, tiho pesem starstva. Vem, da na svetu nihče ni osamljen, zapjele levček čirnega življenja. I radodarno razliva se povsod, vse to je dar, neizmerni dar ljubezni. Dal nam meloje in blesteče zvezde, soncu dal brata, mesecu je sestro, dal nam je zemljo, sanje tratec vidje, ogenj in veter, zrak in čisto vodo, mir je življenja, sem njegovim mitem, vse to je